Dobro večer, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na odprtem predavanju ciklusa javnih predavanj Govori FF, enega izmed osrednjih fakultetnih dogodkov ob stoletnici. Vabim dekana Filozofske fakultete, profesorja dr. Romana Kuharja, da nam spregovori nekaj besed. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, spoštovani gospod rektor, spoštovana predavateljica, profesorica dr. Marta Verginela, drage kolegice, dragi kolegi. V veliko veselje mi je, da začenjamo s tem projektom, na katerega smo se dolgo časa pripravljali. Govori FF je eden od večjih projektov, ki jih bomo organizirali v okviru letošnje stoletnice. Sicer imamo pripravljenih skorajda 100 dogodkov, verjetno ste videli, če pa še ne, vas vabim, da si pogledate našo programsko knjižico. Osnovno sporočilo Univerze v Ljubljani o praznovanju stoletnice je, da odpremo naša vrata, da izstopimo iz fakultete, da se povežemo z zunanjim svetom, z zunanjimi akterji in akterkami in večino časa bomo to res počeli. Hkrati pa smo se na Filozofski fakulteti domenili, da v okviru stoletnice kljub vsemu vas povabimo tudi na fakulteto in da vam pokažemo, kaj vse tukaj znamo in zmoremo in počnemo. Naša predavanja so sicer javna. Ne vem, kolegi in kolegice z fakultete, kako pogosto kdo od zunaj vstopi k vašim predavanjem. Jaz sem danes razmišljal in se spomnil samo enega gospoda, ki je nekoč, se mi zdi, da zelo slučajno prišel na moje predavanje. Sicer pa te tradicije ni več in s tem ciklom, maratonom, pravzaprav 3-tedenskim predavanj Govori FF bi na nek način radi obudili to tradicijo in to prakso. Dobrodošli, dobrodošle in veseli me, da bomo lahko naslednje 3 tedne vsak večer razen ob petkih tukaj poslušali zanimiva predavanja odličnih predavateljev in predavateljic, dragih kolegov in kolegic z Filozofske fakultete. Najlepša hvala. Sedaj pa k mikrofonu vabim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Igorja Papiča. Hvala lepa za besedo, spoštovani dekan, spoštovane kolegice, kolegi, študentke, študenti, predvsem pa seveda cenjeni gostje. Tudi meni je zadovoljstvo in veselje, da vas lahko uradno pozdravim tudi v imenu Univerze v Ljubljani na tem dogodku oziroma na začetku tega cikla predavanj. Če sem dobro preštel, gre dejansko za 12 predavanj, govori Filozofska fakulteta. Ob tem praznovanju stoletnice Univerze, Filozofske fakultete smo seveda se dostikrat spraševali, kaj je naše glavno sporočilo ob tem dogodku. Prvo je seveda to, da želimo nekako ponovno povezati univerzo. Vemo, da v preteklosti so bili različni poskusi, tudi glede morebitnih cepitev, delitev in pa ustvarjanja mogoče novih enot. Jaz absolutno zavračam take poskuse in sem prepričan, da je ravno to prednost naše univerze, celoviti pristop, združevanje vseh področij. Če pogledamo širše, to je tudi globalno nekakšen trend, še posebej bi izpostavil primer Francije, kjer se je tudi Sorbona odločila, da se združi z nekaterimi univerzami in ustvari neko večjo akademsko skupnost. Se pravi, ta notranja povezava je gotovo prvi cilj obeleževanja te obletnice. Drugi, mogoče še pomembnejši, je pa poudarjati pomen univerze v družbi. Nekateri so že začeli z razpravami, kaj točno praznujemo, a je seveda to stoletnica Univerze v Ljubljani. Vsi vemo, da so začetki visokošolskega izobraževanja grejo bistveno dlje v zgodovino, vsaj 300 let bi lahko še dodali. Jaz sem se odločil, da bom uporabljal to zvezo, da praznujemo 100 let Slovenske univerze. Dejstvo je tudi, da je bila ta univerza ustanovljena julija leta 1919, tako da bi poudarjal vsebino, ne pa zdaj podrobnosti zgodovine, kdaj dejansko se je začela ta zgodovina oziroma kdaj je bila univerza ustanovljena. Danes sem imel tudi priložnost govoriti s predsednikom republike in oba dva sva se strinjala, da je to poudarjanje
pomena Univerze v Ljubljani za razvoj države, za razvoj Slovenije, kot rečeno tudi dlje nazaj kot samo 100 let, izredno pomembna naloga ob tem obeleževanju in on sam je rekel, da bi to moral biti najpomembnejši dogodek letošnjega leta v državi. Če govorimo o tem kontekstu, je seveda odpiranje filozofske fakultete navzven javnosti, vabljenje gostov, da pridejo na univerzo, na fakulteto, seveda odličen primer, kako lahko to izvajamo in pa seveda vsem predavateljem se zahvaljujem za pripravljenost za ta predavanja, zahvaljujem se filozofski fakulteti za organizacijo vsega tega. Malo sem zbadal kolega prorektorja, ker tukaj imam vašo brošuro. Kolega Botas, upam, da ne bo zameril. Imam. Tukaj je pa program Univerze v Ljubljani. Na srečo so tukaj sem naslovi, vi imate pa še vpise. Tako da se zahvaljujem seveda predvsem zunanjim gostom, da ste se odločili, da pridete na filozofsko fakulteto. Kot rečeno, v teh 3 tednih pa želimo obilo zanimivih predavanj vseh področji delovanja filozofske fakultete in pa kot rečeno, potrudimo se vsi, da prenesemo to sporočilo tudi izven univerze in dejansko naredimo ta dogodek enega kot najpomembnejši dogodek letošnjega leta tudi na državnem nivoju. Hvala. Najlepša hvala, gospod rektor. Ciklus javnih predavanj smo zasnovali tako, da vsakega predavatelja oziroma predavateljico z nekaj besedami predstavi ožji kolega oziroma kolegica. Zato k besedi sedaj vabim profesorja dr. Marka Štuhca, da nam na kratko predstavi današnjo predavateljico, profesorico dr. Marto Verginela. Spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod dekan, kolegice in kolegi, draga Marta. Marta Verginela je Tržačanka. To ni zgolj običajni življenjepisni podatek, suho dejstvo, zemljepisna opredelitev njenega izvora. Marta Verginela je Tržačanka pomeni, da v sebi in seboj nosi morje, sol, sonce in burjo ter vonj po borovcih, ki so značilni za ta prostor, kjer se Sredozemsko morje najbolj zagrize v evropsko celino in kjer se romanski mediteranski svet prevesi v celinskega in slovanskega. Marta tako pooseblja mejnost in prehodnost. Ne samo prehajanje državne meje, ki je njena vsakdanjost vse od takrat naprej, ko se je sredi 90. let prejšnjega stoletja zaposlila na filozofski fakulteti, najprej na oddelku za sociologijo, potem pa na oddelku za zgodovino. Marta predvsem pooseblja sposobnost prehajanja med 2 jezikoma in 2 kulturama, ki niso bili vedno v dobrih odnosih, prej nasprotno. Da je Marta Tržačanka, pomeni tudi izkušnjo pripadnice manjšine, izkušnjo drugega. To izkušnjo iz otroštva, odraščanja in mladosti v okolju, v nekaterih pogledih pogosto neprijaznem, bi bilo prav lahko oblikovati v zaprtost, nenehen občutek prikrajšanosti in poklicno slovenstvo. Marta pa je naša drugačna rešitev, odpiranje in dialog, izmenjava senzibilnosti, izkušenj in spoznanj. Zato študij zgodovine v Trstu in doktorat iz zgodovine v Ljubljani. In zato tudi, morda celo nezavedno, izbor tem, s katerimi se kot znanstvenica tako uspešno ukvarja. Mali ljudje in ženske. Tisti ljudje, kot je bil recimo Bruno Trampoš, ki v virih velike zgodovine niso pustili prav veliko sledi, pa so se po svojih najboljših močeh prilagajali in upirali velikim dogodkom ali pa jih celo obračali sebi v prid. In tista v zgodovinopisju pogosto zanemarjena ali pozabljena polovica človeštva. Marta je v Ljubljano in na filozofsko fakulteto prinesla ta vonj po Mediteranu, to odprtost, rahlo po tržaško uglašeno in ritmizirano slovenščino in predvsem izkušnjo šolanja v okviru italijanske historiografije, ki skupaj s francosko, angleško in nemško historiografijo sodi med velike historiografije, tiste, ki že zaradi velikosti svojih jezikov in kulturnih tradicij utirajo nove poti v raziskovanju preteklosti. Kaj so temeljne značilnosti znanstvenega dela profesor dr. Marte Verginela? Tematiko smo omenili, vendar poudarimo, da tema sama ni bistvena za opredelitev zgodovinarja in njegovega raziskovalnega dela. Bistveno je, kako, s kakšnimi intelektualnimi orodji se zgodovinar loti obravnavane teme. Profesor dr. Verginela je zgodovinarka,
ki pri svojem delu izrazito dosledno uporablja konceptualni aparat socialne zgodovine in historične antropologije. Prav raba konceptov, modelov in teorij omogoča, da zgodovinskemu gradivu postavlja jasna vprašanja, za analizo konkretnih virov dobi informacije, ki bi brez vnaprejšnje konceptualizacije ostale skrite in iz tako pridobljenih podatkov oblikuje smiselne povezave in interpretacije. Pri tem pa želim posebej podčrtati, da profesor dr. Verginela konceptov, modelov in teorij ne razumeva tako, da jih preprosto uporablja na zgodovinskih virih, temveč jih vedno prilagaja in preoblikuje v skladu z značajem virov. Kot je dosledna pri njihovi rabi, je dosledna tudi pri enem od temeljnih načel našega dela, pri vetu virov. Viri namreč ne povedo, kaj lahko rečeš, temveč česa ne moreš. Povezavi s tematiko in teoretskimi izhodišči njenega dela pa kaže reči, da profesor dr. Verginela nikoli ne izgublja izpred oči posameznika z imenom in priimkom. Ljudje znanjo niso zgolj marionete na vrvicah neosebnih zgodovinskih procesov in struktur, temveč živi ljudje s svojimi motivi in intencami, željami, potrebami in travmami. Zato tudi historična biografija zanjo ni zgolj žanr, način predstavitve zgodovinskih dogodkov, ki se zgostijo v eni osebi, temveč izrazito pomembna metoda. Prav tako za profesor dr. Verginelo zgodovina ni mrtva in dokončna, temveč je živo polje še kako živih sodobnih interesov. Vprašanje javne rabe zgodovine in njene instrumentalizacije pa je tisto področje, na katerem zgodovinarka profesor dr. Marta Verginela prestopa ozke profesionalne meje in se kot vrhunska slovenska intelektualka evropskih dimenzij vključuje v prostor javnega dialoga. Kakovost njenega dela pa seveda najbolj izraža njena obsežna 735 bibliografskih enot obsežna bibliografija, med katerimi je 46 razprav in 14 monografij, ki je v zadnjih 5 letih prinesla 1861 sitrih točk in predavanja, ki jih je imela po svetu. Prav na podlagi svoje izjemne kvalitete in argumentiranih nastopov, dialogov, je uspešno kandidirala in dobila projekt ERC. Kako odmevna in za prestiž Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani pomembna je ta nagrada, pa zgolj tale anekdota. Pred nekaj dnevi smo imeli na Filozofski fakulteti simpozij, na katerem so sodelovali tudi znanstveniki iz hrvaških, italijanskih, francoskih in avstrijskih univerz. Ko sem kolegom z teh univerz povedal, da je Marta dobila ERC projekt, so dobesedno premolknili in z mešanico prikrite rahle zavisti, ki je v znanstvenih krogih zelo lepo udomačena, in neprikritega občudovanja odobravajoče prikimali, češ to pa je nekaj. Marta je v zadnjem času v New Yorku. Kot štipendijska Remark Institute Univerze v New Yorku se je za kratek čas odtegnila banalnostim in tegobam slovenske raziskovalne scene. Upamo, spoštovani gospod rektor, spoštovani gospod dekan in ostali navzoči, da njeno trenutno bivanje v Ljubljani ne pomeni zgolj epizodnega prehoda iz ZDA v Slovenijo, ampak da bo Tržačanka Marta Verginela, naša cenjena kolegica in draga prijateljica, spet predvsem prehajala iz Trsta v Ljubljano in nazaj. Najlepša hvala, zdaj pa kar besedo dajem profesorici doktorici Marti Verginela. Hvala za besedo, hvala za vabilo. Lep pozdrav vsem, seveda zlasti našemu rektorju, našemu dekanu, dragim kolegom in kolegicam. In moram reči, če sem danes zjutraj razmišljala, kako lepo bi bilo, če bi danes nekdo rekel, tvoje predavanje je 1. aprilska šala. Sedaj moram reči, da po teh uvodnih besedah, ki mi jih je namenil kolega Marko Štukec, mi je težje reči nekaj takega, seveda. Upam, da bom svojim predavanjem vsaj malo, bom rekla, potrdila njegove zelo laskave ocene mojega dela. Začela bom s Tocquevillom, Alexom de Tocquevillom, ki je ob obisku Amerike, kamor se je podal leta 1831 po naročilu francoske vlade, poskušal ugotoviti, kako prodira moderno, oziroma kako prodira modernost na novi celini, kakšnim vrednotam utira pot in s kakšnimi vedenjskimi obrazci se uveljavlja.
Za razliko od tistih, ki so mislili, da bo morala ameriška celina oziroma ameriška družba prehoditi pot, ki jo je predtem že opravila Evropa, je francoski politolog oziroma mislec Alexis de Tocqueville bil prepričan, da se na ameriških tleh poraja politična in družbena prihodnost Evrope. Po povratku na staro celino je obogaten s širšim pogledom na novo premeril obseg in sunkovitost novega, ne da bi pozabil zaznati kljubovanje starega. Francoska revolucija se mu je vse bolj kazala kot dolgotrajen proces v številnih kontradikcijah. Misliti, da je francoska revolucija surov prelom v naši nacionalni zgodovini, je dejal sodobnikom, v resnici je razcvet naše preteklosti, končuje delo monarhije, nikakor pa ne pomeni preloma in razumeti jo je mogoče le v zgodovinski kontinuiteti in skozi njo. To kontinuiteto dovrši na ravni dejstev, v zavestih se prikazuje kot prelom. Konec citata. Tocquevillova radikalna kritika revolucije, njegovo ukvarjanje s porajanjem novega in vztrajnostjo starega je po stoletju in pol spodbudilo francoskega zgodovinarja Françoisa Fureja, da se je začel ukvarjati z njeno konceptualizacijo, predvsem pa, da je nadaljeval Tocquevillovo razmišljanje o tem, kako sta se po letu 1789 prepletala diskontinuiteta in kontinuiteta. V knjigi Misliti francosko zgodovino, ki je v francoskem izvirniku izšla leta 1983 v slovenskem prevodu pri Studii Humanitatis pa leta 1989, se je Furet interpretativno ogradil od večjega dela francoske zgodovinopisne tradicije, ki je v francoski revoluciji prepoznala začetek novega sveta, temelječega na enakosti. Ovrgal je interpretacijo o koncu Ancien režima, ki naj bi sledil zavzetju Bastije in potrdil njegovo trajanje globoko v 19. stoletje. Mogoče bi citat. Vso zgodovino francoskega 19. stoletja namreč lahko imamo za zgodovino boja med revolucijo in restauracijo, ki se dogaja skozi epizode, kakršne so bile leto 1815, leto 1830, leto 1848, leto 1981, leto 1870, komuna 16. maj 1877. Zgolj zmaga republikancev nad monarhisti na začetku Tretje republike je zapečatila zmago revolucije v vsej deželi. Da se je vaška in kmečka Francija z načeli iz leta 1989 integrirala v republikansko nacijo, je gotovo trajala vse stoletje. V glede marsičesa za ostalih regijah, denimo v Britaniji ali na jugozahodu, pa nedvomno precej dlje. To novejšo zgodovino francoskega prostora je treba šele napisati. In tudi ta je zgodovina revolucije. Konec Furejevega citata. Leto pred izidom Furejeve študije je izšla tudi knjiga Arnoja Majerja The Persistence of the Old Regime, ki podobno kot Furej oziroma podobno kot njegova študija Misliti francosko revolucijo, se ukvarja z razmerjem med kontinuiteto in diskontinuiteto v zgodovini, predvsem v 19. stoletju in dokazuje, da 19. stoletje, ki smo ga mi vajeni razumeti kot stoletje industrijske revolucije, kot stoletje meščanstva, kot stoletje moderne, je predvsem podaljšek družbe starega režima. In to svojo tezo podkrepi tudi številnimi statističnimi podatki. Naprimer, da je obseg meščanstva nekako v različnih evropskih državah segal recimo do nekih 3–4% celotnega prebivalstva. V zadnjih desetletjih so se v zgodovinarskih vrstah ob Fureju in Majerju mnogi drugi so poskušali preseči preveč enoznačno razumevanje pospešenega
revolucionarnega dogajanja in konceptualizirati razmerje med dogodkom in strukturo, razumeti, zakaj in kako so se prelomne novosti udejanile, kakšen je bil domet dogodkov, ki so se po prvem udarnem valu v prostoru in času preobrazili v proces, v sistem. Sam Fourier kot pripadnik francoske šole analov dovolj dobro ponotranjil razliko med dogodkom in strukturo in upošteval igro menjav med časom politike, ki ga je Fernand Braudel kratko malo proglasil za zgodovinski prah, in časom družbe oziroma časom ekonomije. Ne glede kako uspešno se je z njim spoprijel, pa je vendarle poskušal seči do globin zgodovinskega dogajanja, brez upoštevanja katerih ne more biti po Marku Blochu celovitega razumevanja zgodovine. Kajti, če je politična zgodovina ujeta v dogodkovno zgodovino in opozarja na svojo diskontinuiteto, se v kulturni, gospodarski, družbeni zgodovini mentalitet kažejo kontinuitete. Kaže se tista dolgotrajna zgodovina, ki terja preusmeritev pogleda od trenutnega, vidnega, površinskega pod površje globino zgodovinskih silnic. Metodološki premik od dogodka, strukture, od površine globin je bil obrat, ki ga je zelo sistematično in vztrajno udejanjal Mark Bloch, zgodovinar, kateremu vse zgodovinopisje v zadnjih letih čedalje bolj pogosteje vrača, prav zato, ker se je ta francoski zgodovinar v 30 letih in tik pred koncem svojega življenja postavil temeljno vprašanje, kako lahko zgodovina vrne neko zaupanje v zgodovinsko resnico v času, ko se družba počuti močno opeharjena. In to je nedvomno bila francoska družba sredi 30 let, ko je del francoske družbe topo spremljal seveda pojavljanje totalitarizmov v soseščini in čedalje manj demokratične prakse, ki so se širile tudi na francoskih tleh. Njegov zagovor koristnosti in upravičenosti zgodovinopisja ostaja še danes vodilo vsem tistim, ki smo prepričani, da je kvaliteta zgodovinjenja odvisna ne le od pravih metodoloških prijemov, temveč tudi od pravih epistemoloških vprašanj, ne nazadnje od tega, kako posamezna zgodovinska dejstva poimenujemo. In tu na tem mestu se bom začela ukvarjati s terminom tranzicija. Gre za besedo, to je bil razlog, zaradi katerega sem pomislila, da je bilo dobro, da bi bila danes prva plinska šala, ampak bom, kot vidite, gre za napačno. Beseda tranzicija je tujka, v slovenskem besednjaku danes povsem udomačena beseda, pogosto je uporabljena z negativnim predznakom, ker implicira neizpolnjeno, nerealizirano. Razumljena je ne le kot prehod, temveč v smislu podaljška nečesa, kar bi moralo biti že zdavnaj končano, podaljševanje dogodka, ki je bil formalno že zaključen, dejansko pa se zaradi trdoživih sil nadaljuje, tudi ne nazadnje vsaj po delu političnega diskursa zaradi tako imenovanih zarotniških sil kontinuitete. Če bi preučili pogostnost njene rabe, bi ugotovili, da je beseda bolj kot v družboslovnem ali humanističnem diskursu prisotna v politični polemiki in da se nemalokrat lepi na levico. Včeraj sem tipkala v Google besedno zvezo tranzicijska levica in pojavilo se je 92.000 zadetkov, ampak po današnjih raziskavah se je izkazalo, da je teh zadetkov manj, kakorkoli. V bistvu je razmerje med besedo tranzicija in
tranzicijska levica nedvomno skoraj da v korist tranzicijske levice, zlasti v zadnjih letih. Tisti graf, ki sem ga prej pokazala in sem ga potem zabrisala, kaže vsekakor, kako se beseda tranzicija vsaj na Googlu najpogosteje pojavi zlasti leta 2004. Ampak poglejmo si, kaj najdemo v slovenskih slovarjih o tej tujki. Beseda tranzicija zaman iščemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika iz leta 1991 in tudi v njegovi spletni različici je ne bomo našli. Še najvišji izraz v slovarju slovenskega knjižnega jezika je pridevnik tranzitoren, ki se ga v knjižni različici navaja s prehoden in začasen. V pojasnilu tranzitoren so omenjeni tudi tranzitorni bolezenski pojavi. V slovenskem etimološkem slovarju iz leta 2003, ko je bila Slovenija po nekaterih kazalcih že iz tranzicije, najdemo pojasnilo tujke v zvezi s tranzitom. Prehod čez drugo državo. Prevzete torej gre za besedo tranzit, ki je prevzeta iz nemške tranzit in iz italijanščine tranzito, kar se je razvilo iz latinskega transitus, prehod, izpeljanke, iz latinskega glagola transire, iti na drugo stran, prečkati, prekoračiti. V slovarju tujk iz leta 2002 se besedo tranzicija navaja v besednih zvezah, ki so nam nekoliko bližje. Države v tranziciji, na prehodu v novo družbeno ureditev, tudi v pridevniški obliki tranzicijski, v pomenski zvezi tranzicijske značilnosti prehoda v novo družbeno ureditev. Zajetnejše geslo tranzicija se pojavi v Slovenski nacionalni enciklopediji, natisnjeni leta 2011. Njegov avtor, Neven Borak, tranzicijo razloži kot preoblikovanje socialističnega družbenega, ekonomskega in družbenega političnega sistema v kapitalizem v nekdanjih socialističnih državah srednje in vzhodne Evrope od konca 80. let 20. stoletja. V geslu omenja prehod v lastninski pluralizem, liberalizacijo cen, privatizacijo, uvedbo parlamentarne demokracije in politične pluralizacije, prestrukturiranje gospodarstva in bančništva, pridruževanje EU, denacionalizacijo. Kot literaturo omenja le delo Janeza Šušteršiča Tranzicija kot politični cikel. Monografijo, ki tudi določa konceptualni okvir razumevanja same besede, samega pojma v tem geslu. Če prilistamo naslove, ki jih navede Kobis ob vnosu tranzicija, ugotovimo, da tranzicija pomeni predvsem politični oziroma gospodarski prehod v 90. letih. In tudi izbor literature, ki se nam pokaže na Kobisu, če primerjamo denimo naslove monografij, posameznih razprav, vidimo, da se v slovenskih knjižnicah zbira politološka gospodarska literatura, da so nekateri slovenski avtorji poimenovali denimo, da so postavili tranzicijo v naslov, ko so se ukvarjali s šolstvom v zadnjih 20 letih, ampak da dejansko nekih resnih poglobljenih študij na to temo in o tem konceptu nimamo. Če se samo za hip pomudimo pri filologiji besede tranzicija, ugotovimo nekoliko zahtevnejši ozvor od tistega, ki nam ga ponujajo slovenski slovarji in nenazadnje tudi slovenska enciklopedija. Nedvomno se beseda navezuje na latinski tranzicijo, je pa od 16. stoletja naprej poznala več pomenov, kot ugotavlja Federica Bertanja. V slovarju španske kraljeve akademije Diccionario de autoridades de la Real Academia Española, objavljenim med 1726 in 1739, je tranzicija pomenila retoričen prehod iz enega govora v drugega. Dictionnaire de l'Académie Française iz leta 1762 pa prestop iz enega načina mišljenja v drugega. V enciklopediji je Jean-Jacques Rousseau besedo transition razlagal v okviru glasbe, kot premor prehoda iz enega intervala v drugega.
pustimo. Leta 1861 sta Niccolò Tommaseo in Bernardo Bellini v slovarju italijanskega jezika Dizionario della lingua italiana besedo tranzizione razlagala v geološkem smislu kot predhodno obdobje med dvema geološkima stanjema. Da se je pomen termina zgostil le postopoma v to, kar danes poimenujemo kot družbeni, politični, gospodarski prehod, se je moralo zgoditi razsvetljenstvo in z njim uveljaviti v družbi in z njim se je morala v družbi uveljaviti ideja razvoja. S pozitivizmom, evolucionizmom, marksizmom se je v 19. stoletju med intelektualnimi elitami in širšo javnostjo utrdilo prepričanje, da je prehod iz enega družbenega, gospodarskega, političnega stanja v drugo ne le možen, temveč tudi neogiban in praviloma vir napredka. Paolo Pombeni je eden redkih zgodovinarjev, ki se je v zadnjih letih posvetil konceptualizaciji tranzicije v knjigi The Historiography of Transition in opozoril je zagonetnost rabe tega koncepta, hkrati pa tudi pluralnost pojavov, ki jih označimo s to besedo. Zgodovinska tradicija ni samoumevno prehod med dvema zgodovinskima obdobjema, pomeni lahko tudi gibanje, ki ni nujno periodizirano, jasno časovno, vektorsko določeno, je lahko evolutiven dejavnik znotraj nekega obdobja v svojem počasnem delovanju. Tranzicija ni nujno samo prehod od ene točke do druge, od enega stadija do drugega, od enega sistema v drugega, je tudi proces dolgega trajanja v svojem vijugastem in počasnem ponavljanju. Evropa je v 20. stoletju doživela več zgodovinsko pomembnih tranzicij, prelomnih prehodov, ki so povzročili pomembne politične, kulturne, družbene spremembe. Prvo obdobje tranzicij se upada s koncem, če se samo seveda zaustavimo ob 20. stoletju, s koncem Prve svetovne vojne, drugo obdobje nastopilo po koncu Druge svetovne vojne. V 70. letih so se zvrstile pomembne politične tranzicije na Portugalskem, v Grčiji, v Španiji, a vendar se je raba termina tranzicija uveljavila šele v zadnjem času v povezavi s političnim prehodom držav bivšega sovjetskega bloka in nenazadnje seveda tudi bivše Jugoslavije v krog parlamentarnih demokracij. Toda, če se ozremo še na ostale celine, se število tranzicij v zadnjem stoletju močno pomnoži. Koncu kolonialnih režimov v Afriki, Aziji, diktatur Latinske Amerike sledila kopica tranzicij, pa vendar so bile slednje bolj redko označene kot take, še manj vključene v historiografsko obravnavo tranzicijskih fenomenov. Zagotovo ni nepomembno, da se je zgodovinopisje, in tu mislim širše, ne samo slovensko, začelo ukvarjati s problematizacijo tega koncepta šele v zadnjem času, ko se rušijo mnoge paradigme, s katerimi smo vajeni misliti sodobnost, politiko, javnost, medije. Šele v zadnjih 2-3 letih se je začelo spraševati o upravičenosti rabe tega koncepta, kar je med drugim povezano z refleksijo in dojemanjem vprašanja kontinuitete in diskontinuitete v povezavi s sodobnostjo. Pombeni, ki sem ga prej omenila, eden redkih piscev študije o zgodovini tranzicije oziroma o historiografiji in tranzicije, torej Pombeni meni, da bi se morali pri konceptualizaciji tranzicije ozreti po kulturni antropologiji. Sama imam raje historično antropologijo in avtorja, ki mi pomaga misliti vprašanje zgodovinske kontinuitete in diskontinuitete oziroma razmerje med dogodkom in strukturo. In tu mislim na historičnega antropologa Marshalla Salinsa, ki je v svojih historično-antropoloških razpravah pokazal, kako kultura deluje kot sinteza stabilnosti in sprememb, diahronije in sinhronije. Marshall Salins je mogoče eno od njegovih znanih del, žal ne prevedeno v slovenščino, Islands of History, je preučil, kako so domorodci na otokih Fidžijih razumeli izjemen dogodek, kar je prihod kapetana Cooka na
Tihooceanski otok nedvomno bil. A tudi kako so prelomno novost leta 1779 uspešno spojili s tradicijo. Kulturna vključitev dogodka je bila konservativna in inovativna hkrati. Nenapovedan prihod kapitana Cooka, pravi maršal Salins, je bil dogodek brez primere, a vendar to, kar je bilo edinstvenega v njem, je bilo absorbiranega v to, kar je bilo na konceptualni ravni domače. Havajci so vključili sedanjost v svojo preteklost. Kulturne kategorije, s katerimi se oblikuje izkušnja, pravi Salins, niso samo posledica realnega, temveč so odvisne tudi od simbolnega. Dogodek je pomenljiv v svoji enkratnosti, a njegov pomen je odvisen tudi od strukture, v katero se zagozdi. Salinsove ugotovitve so vredne upoštevanja, če želimo slovenske tranzicije obravnavati v komparativni luči, zaobjeti kompleksnost njihovega zgodovinjenja, predvsem pa razumeti, kako je slovenska družba absorbirala politično najbolj prelomne dogodke 20. stoletja in jih preoblikovala v tranzicije. Ko poskušam najti odgovor na vprašanje, kakšen je slovenski odnos do lastne preteklosti, kako se Slovenci in Slovenke opredeljujemo do lastne zgodovine, zakaj smo priča vedno novim spominskim vojnam in političnim obračunavanjem, v osrčju katerih je slovenska polpretekla zgodovina, praviloma Druga svetovna vojna, njeno razumevanje oziroma njena reinterpretacija, ne more mimo dejstva, da je slovenski odnos do politične preteklosti zaznamovan z odnosom, ki ga je slovenska družba oblikovala do prelomnih političnih obdobij. In tu mislim predvsem do leta 1918-1945, do samega nastanka samostojne Slovenije. Ko so se oblikovale nove državne pripadnosti in ko se je na novo repozicionirala slovenska nacija oziroma ko se je na novo redefinirala slovenska nacionalna pripadnost. V teh prelomnih dogajanjih se je vsaka politična oblast oziroma posamezne politične elite so se poskušale ukoreniniti v preteklosti in seveda ponuditi novo branje zgodovine. Angažma slovenskega zgodovinopisja, predvsem tistega, ki se je ukvarjal s politično zgodovino, in ta je bil nedvomno večinski, je bil o prelomnih dogajanjih v 20. stoletju vsakič velik. Uporabila bom kar tujko, tudi enormen. Kar je bilo seveda zelo obremenjujoče za stroko in njen razvoj. Repozicioniranje, ne samo reinterpretacija, večkrat radikalni revizionizem pisanja nacionalne zgodovine so otežili pisanje kritične, poglobljene in pluralne zgodovine. Še danes se zlahka v zgodovinarskih vrstah nekega zgodovinarja označi za anacionalnega, za uradnega in še bi lahko naštevala, ker se enostavno z njim ne strinjamo oziroma ker nam je, torej zdaj uporabljam, ker je nekaterim ljubša njegova poklicna diskvalifikacija. Pluralno razumljena zgodovina, ki je rezultat krešanja interpretacij sprejetih dejstev, historiografskega izčiščevanja, poskusov čim bolj celovitega branja in razumevanja preteklosti, si v samostojni Sloveniji utira pot, a ne brez težav. Potreba po neumni razlagi preteklosti je še vedno prisotna, še posebej pri tistih, ki o sebi mislijo, da so veliki promotorji demokracije in zgodovinske resnice. A da ne bo nesporazumov, tu gre za pojave, ki jim lahko sledimo žal, čedalje bolj pogosteje tudi v naši bližini. V okoljih, kjer je do nedavnega prevladovalo splošno prepričanje, da je ukvarjanje z zgodovinjenjem strokovna, poklicna dejavnost, se čedalje pogosteje pojavljajo politične zahteve, da bi zgodovinarji pisali tako, kot politika želi. Omenila bi zlasti dokument oziroma dokument, ki ga je izglasoval deželni svet
pred nekaj tedni v zvezi z pravoverno interpretacijo FOIP in ta dokument seveda postavlja na laž desetletja zgodovinopisja, ki se je na raznolik, tudi z različnimi poudarki, z različnimi mnenji ukvarjal. In seveda ravno kar se italijansko strokovno združenje zgodovinarjev začenja ukvarjati s tem primerom. Skratka, želim poudariti seveda, da to videnje, razumevanje vloge zgodovine v družbi v Sloveniji seveda ima svoj historiat, ampak žal, če sem lahko pred 3-4 leti govorila o tem, kako je zgodovinjenje v Franciji, v Italiji veliko bolj prostejše, danes tega žal ne morem reči. In mislim, dovolj je seveda, da se ozremo še na sosednjo Madžarsko, kjer se zapirajo inštituti, ne samo Evropska univerza, ampak kjer se zapirajo tudi inštituti, zgodovinski inštituti. Torej lahko vidimo v bistvu, kako delikatno je to razmerje med politiko in zgodovino, ne samo v totalitarnih režimih, ampak tudi v demokracijah, dodala bom, v tistih demokracijah, ki postajajo čedalje bolj avtoritarne. No in tu pridem, v bistvu se približam tistemu zadnjemu sklopu, ki ga bi rada obdelala in ki zadeva tematiko spomina in pozabe. Tematiko spomina in pozabe, ki je v tej tesni relaciji, torej tematiko, na katero je politika še kako občutljiva in zaradi katere seveda nastajajo lahko tudi trenja med zgodovino in med zgodovinopisjem in politiko, ampak lahko bi rekla seveda tudi širše med humanistiko, družboslovjem in politiko. Zato, da spregovorim o tem, se bom navezala na delo Hannah Arendt, nemške filozofinje judovskega rodu, ki nam je zapustila temeljna dela ne samo o izvorih totalitarizma, niti ne samo odlično reportažo in kritične uvide o sojanju Eichmanna v Jeruzalemu, ampak tudi drobno knjižico, ki jo imamo prevedeno v slovenščini in v kateri spregovori o resnici in laži, oziroma zakaj sta si resnica in politika pogosto na bojni nogi. Ta esej je Hannah Arendt napisala, ko je bila v Združenih državah Amerike in v točno določenem dogodku, in sicer, ko so ameriški mediji, natančneje Washington Post, razkrinkali manipuliranje ameriške vlade z Pentagonovimi zapisi. To je bilo v času ameriško-vietnamske vojne. V tem tekstu je Hannah Arendt, torej Resnica in laž v politiki, je hotela opozoriti na splošnejšo prakso, na zatajevanje dejstev, ki je značilno, po njenem mnenju, tako za politike na Zahodu kot na Vzhodu. Po njenem ne le, da se laž pogosto prikrade v politiko, zmožnost laganja v politiki je lahko zelo agresivna, dovzetnost za zmote, iluzije, napake v spominu, zavestno zanikovanje dejstev prav tako veliko. In to zato trdi Arendt, ker se laži izkažejo za privlačnejše kot resničnost, nemalokrat pa tudi zato, ker je prikrojen prikaz resničnosti bolj sprejemljiv za javnost. In prav lažno preglaševanje resničnosti je spremljano, vsaj po mojem, tiste najbolj radikalne preobrate, kakršne je doživela slovenska družba v 20. stoletju. Ob prelomnih dogajanjih se je zgodilo, kot sem že prej dejala, prestrukturiranje identitet in kolektivnih praks spomina. Interpretacija zgodovine se je morala ukloniti politični liniji trenutka, ignorirati dejstva,
oblikovati izkrivljena zrcala. Žrtvovanje resnice se ni zgodilo le zaradi pobojev po letu 1945. Ne, šlo je za dolgotrajnejši proces izkrivljanja dejstev, potvarjanj, zabrisovanj, ki je zaznamoval slovensko družbo skozi 20. stoletje. Razpad Avstro-Ogrske, ustanovitev države SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije, italijanska zasedba Primorske, koroški plebiscit, italijanska zasedba Ljubljanske pokrajine, nemška okupacija, najprej Štajerske in dela Kranjske, potem pa celotnega slovenskega ozemlja, nastanek in razpad socialistične Jugoslavije, osamosvojitev, so zaznamovali vstope in izstope iz državnih tvorb, podrejenost, so zaznamovali vstopi in izstopi iz državnih tvorb, podrejenost tujim režimom, preoblikovanje, zatrtje in zatajitev starih političnih in ideoloških pripadnosti. Vprašanje, ki se še vedno zastavlja, je, kako ozaveščeni so bili ti prehodi, kako jih je družba metabolizirala, kako so jih sprejemale stare in nove politične elite, kako so se jim prilagodili najširši segmenti slovenskega prebivalstva. Družba, ki je vstopila v veliko vojno kot vdan podanik avstrijskega cesarja, se je po njenem koncu odločila za jugoslovansko državo in prisegala na svojo novo državno pripadnost. Njene politične, ne nazadnje tudi kulturne elite, ki so izpeljale tranzicijo, so se morale zelo hitro prilagoditi novemu centru politične moči Beogradu. Navznotraj pa so vsilile novo razmerje med pozabo in spominom. Pomislimo le, da javnega žalovanja po koncu Prve svetovne vojne zaradi tisočih umrlih na avstrijski strani je bilo malo in če je bilo večkrat organizirano v posameznih skupnostih, ne država je, lahko rečemo, bila izredno previdna pri vsakem poslavljanju padlih vojakov. Začelo se je zatajevanje tega, kar je bilo avstrijsko-nemško. Znano je, da je bil odnos do nemške manjšine v 20. in 30. letih zelo spremenljiv, da se je v javnosti potlačevala dolgotrajna politična in kulturna vpetost v avstrijski nemški prostor, nemško govoreči prostor, da se je kontinuiteta z nemškimi navadami in mentaliteto kazala, ali bom lahko rekla tudi selila, predvsem v zasebnost. Ne glede na novi tok slovenske projugoslovanske politike so se v Ljubljani pripravljale še vedno slaščice po dunajskih receptih, nekateri so še vedno odhajali na zdravljenje v Gradec in na Dunaju se je še vedno šolal del slovenske inteligence. Vprašanje, ki se na tem mestu zastavlja, je, kolikšno kritično refleksijo je slovenski prostor proizvedel o takrat prelomnem dogajanju, koliko o nekdanji habsburški pripadnosti. Pretres zapisanega in objavljenega potrjuje, da vsekakor premalo. Podobno površinsko so bili pojasnjeni in problematizirani vstop v novo jugoslovansko tvormo in dinamika, ki se je vzpostavila med slovenskim prostorom in novim političnim centrom Beogradom. Značilnost jugoslovanske mimikrimije, elit in množic. Z naštevanjem bi lahko še nadaljevala, odnos, ki ga je slovenska družba vzpostavila do lastne habsburške preteklosti in nove jugoslovanske danosti, je postal paradigmatičen. Kar se je zgodilo ob razpadu habsburške monarhije, je postala neke vrste matrica ob naslednjih prelomnih dogajanjih, ko se je prav tako pokazala velika stopnja mimikrimije, spreobrnitve, konvertitstva. Žal v slovenščini nimamo besede, ki jo poznamo v nekaterih drugih jezikih, recimo, ki jo pozna zlasti italijanska politična terminologija, transformizem. Gre za točno določen politični pojav, ki zaznamuje prehod parlamentarcev iz italijanske politične desnice v italijansko politično levico in pomeni skratka ki pomeni praksa prehajanja iz ene politične opcije, predvsem iz koristoljublja, iz pritlehtnih oblastniških domen. Ne samo, da je zanimivo, da slovenščina pač tu nima mogoče besede, ki bi znala
ki bi tudi tujke, ne, tudi kamaleon, recimo jaz bi seveda po tržaško rekla kamaleontizem, ampak tudi te besede v slovenščini ni. Imamo jo v hrvaščini, ne? In v hrvaščini označuje prav italijanski transformizem. Torej vidimo, kako se v slovenščini tu neka beseda, ki bi jo potrebovali za to, da bi lahko poimenovali slovensko sposobnost prilagajanja, kako te besede ni. In te besede ni, tega pojma ni, ker je tudi refleksija o tem pojavu slovenskega prilagajanja, bom rekla, izredno skromna. No in tu pridemo k tej podnaslovu tega mojega predavanja, Kremejku, ki je povzet po delu madžarskega zgodovinarja Istvana Reva, delu, ki nosi naslov zdaj sem Justice, Reactive, se ne spomnim, v bistvu delo, v katerem Istvan Rev govori o remejku madžarske tranzicijske družbe, o prilagajanju madžarskih predvojnih, povojnih elit, ki so imele skupno genealogijo in ki so to skupno pripadnost zamolčevale v družbi, ki jo Istvan Rev v Reactive Justice poimenuje face to face, vis-a-vis družba. Mislim, da je to njegovo analiziranje potreb pozabe in zamolčevanja nekdanjih pripadnosti še kako zanimivo tudi za zgodovinjenje slovenskih tranzicij. Kajti očistiti svojo politično preteklost v družbi, ki je majhna, kjer si vsem na očem, zahteva veliko količino pozabe. In dejansko količina pozabe, ki jo je slovenska družba premogla leta 1918, je bila neizmerno velika, podobna tudi tisti iz leta 1945 in nenazadnje tudi leta 1991. Kot zunanji opazovalki, ki sem se v začetku 90-ih let iz zamejstva naselila v Sloveniji, se mi je sposobnost odmika vsega, kar je bilo jugoslovansko, v relativno zelo kratkem času zdelo, ta sposobnost se mi je zdela fascinantna. Slovenska družba je bila sposobna neverjetnih rezov, ki so proizvedli izbrisane in še marsikaj drugega, potlačitve včerajšnjih pripadnosti, izkušenj, kar naj bi danes, po mnenju nekaterih, bil eden od vzrokov za slabo izpeljan proces slovenske tranzicije. Če se še nekoliko pomudim vprašanju politične rabe in zlorabe zgodovine, tu ne gre za kako slovensko posebnost. O politični rabi in zlorabi zgodovine so v antiki razmišljali prvi zgodovinarji. Zavedali so se, da si politiki prizadevajo za upognitev zgodovine sebi v korist. V prejšnjem stoletju so se zvrstila tako obdobja, ko so se politiki obredno podajali na tla zgodovine, prvenstveno z namenom, da bi obnovili institucionalno liturgijo, kot tudi obdobja, ko je politika nastopala v vlogi legitimnega razlagalca preteklosti in nosilca pravoverne interpretacije preteklosti. Tako pravoverne, da naj bi jo, in ponekod jo tudi je, za svojo morala sprejeti srenja poklicnih razlagalcev preteklosti. Da je politiki uspelo upogniti zgodovino, da se je krog med zgodovino in politiko sklenil, je bilo in je odvisno od več dejavnikov. Najprej od razmerja moči med politiko in družbo. Vemo, da je bila v totalitarnih režimih v nekaterih obdobjih podreditev zgodovinopisja zelo velika, odvisna od kritične mase, ki so jo premogli mediji in javnost, a tudi od strokovne zasidranosti zgodovinopisja in moči, s katero so se zgodovinarji postavili po robu politični zlorabi zgodovine. Močan znanstveni status stroke zmanjšuje možnosti simbioze zgodovinopisja s politiko, šibak jo povečuje. V zadnjem stoletju, tako na zahodu kot na vzhodu Evrope, sta si zgodovina in politika podajali roko vsakič, ko sta si zaradi prelomnih dogodkov obetali medsebojne koristi.
Tako se je dogajalo po prvi in drugi svetovni vojni, tako v 90. letih 20. stoletja. Gradnja novega sveta na ruševinah starega je terjala novo smislitev preteklosti in številni zgodovinarji so se klicu politike ponižno odzvali in kot vemo, se to dogaja še danes. Kopica resursov, ki jih je politika namenila izdelovanju nove zgodovinske resnice in mik časti, sta znala biti dovolj močan magnet, ki je privabljal na videz še tako vnete zagovornosti avtonomnosti zgodovinarske stroke. Tu ni mesto, kjer bi pretresali v podrobnosti nekdanje in sedanje zgodovinarske prakse, niti doprinos slovenskega zgodovinopisja izumljanju novih tradicij. Lahko pa trdimo, da je slovensko zgodovinopisje prispevalo premalo kritične vrednosti, da je skromno opremilo slovensko družbo, vsaj po mojem mnenju seveda, da je skromno ali preskromno opremilo slovensko družbo s poznavanjem kompleksne, protislovne, večznačne preteklosti, prelomov in tranzicij. Spomin in pozaba sta dve plati ene in iste medalje. Družbe, ki so predhajale našo, od antike dalje, so si prizadevali ohraniti spomin na del preteklosti pa pozabiti. Spomniti se junaških in zmagujočih dejanj je pomenilo največkrat pozabiti na manj spodbudne dogodke, na grozote, nasilje, s katerim so se umazala najrazličnejša ljudstva na dolgi poti evropske zgodovine, tako zmagovalci, tudi takrat, ko so bili nosilci temeljnih družbenih vrednot, kot poraženci. Ob vsaki zmagi in porazu je bil v igri način obujanja preteklosti. Potreba po spominu je stoletja izvirala iz ponosa, v veliko redkejših primerih je sram zahteval in narekoval spominjanje. V tej neskončni igri, ki traja že stoletja, v kateri se je obujevalna moč spomina zoperstavljala sposobnosti pozabe, je potlačen spomin prej ali slej našel izhod na plano, pa čeprav so se mu zoperstavljali še tako neutrudni morilci spomina. Če je res, da je spomin selektiven, da razkriva in skriva, selekcionira, izbira, odmika, drži tudi, da ni trajen. Nasprotno, krhek je negotova pokvarljiva dobrina in prav zato tako zelo pomembna za identiteto posamezne osebe in kot vemo tudi za identiteto vsake skupnosti. Spomin legitimira subjekt njegov individualni, tudi kolektivni biti in določa njegove vrednote. Kajti ohraniti in gojiti spomin, spominjati se prav določenih dogodkov in ne drugih, pomeni ukoreniniti sedanjost in prihodnost, zasidrati jo v preteklosti oziroma v preteklosti, ki je temeljna sestavina identitete posameznika in same skupnosti. Tako kot spomin posameznika, tudi spomin skupnosti ni dan enkrat za vselej. Potreben je utrjevanja in potrjevanja. Družba nam nudi okvir, znotraj katerega se lahko spominjamo. Francoski sociolog Maurice Halvax se je glede tega izrazil zelo jasno. Dejal je, da se človek spominja v družbi. Spominja se v kontekstu družbe, v skupnosti, kateri pripada. Skupnost je tista, ki mu nudi referenčne okvire in ki mu omogoča spominjanje. Danes se spominjamo 100. obletnice ustanovitve Slovenske univerze. Velike avanture, ki se je začela ne samo na znanstvenem, ampak tudi na humanističnem, družboslovnem področju. Pomembno bi bilo, da bi o proslavljanju pogledali v temelje te naše ustanove. Preučili ne le tiste, ki so oblikovali, temveč tudi tiste, ki so bili postavljeni na stran. Tiste, ki niso ustrezali tranzicijskim potrebam, prepozicioniranju slovenske kulture, znanosti, ki se je dogodilo leta 1918, leta 1945, ne nazadnje tudi v 90. letih. Vlogo zgodovinopisja in širše humanistike vidim v smelosti in odločnosti postavljanja intrigantnih in zelo antipatičnih vprašanj. Najlepša hvala, profesorica Verginela. Mislim, da imamo zdaj nekaj časa za kakšno vprašanje, za kakšen komentar, če bi želel kdo kaj pokomentirati.
Zagotovo nas je... Aha, gospod dekan, izvolite. Da odpremo vrata. Hvala lepa za to zanimivo predavanje in za zadnjo pobudo. Mislim, da kolegica, ki pripravlja skupaj s kolegi zgodovino Filozofske fakultete, sledi tej pobudi, da tisti, ki so bili iz takega ali drugačnega razloga postavljeni ob stran, bodo dobili svoje mesto v tej zgodovini, je pa seveda ta zgodovina vedno zgodovina tistih, ki to pišejo. Rad bi se vrnil k tistemu delu vašega predavanja, kjer ste govorili o trenutni situaciji, o tako imenovanih avtoritarnih demokracijah na levi in desni strani Slovenije. Me zanima, če menite, da je pritisk na zgodovinopisje in na zgodovinarje lahko indic neke nove, torej, če gledamo v zgodovini, kako se je to dogajalo, če je danes to lahko že indic neke nove tranzicije, ki ni preveč, ki ni tranzicija, ki bi se jo veselili že samo zaradi tega avtoritarnega pridevnika pri demokraciji. In k temu bi dodal še eno stvar, ki pa je niste omenili. Jaz jim rečem tako imenovani popoldanski zgodovinarji, ki se pojavijo in govorijo in pišejo neko zgodovino, ni nujno strani politikov, ampak strani nekoga drugega inspirirana in gre tudi proti zgodovinopisju oziroma predvsem proti znanstvenikom na tem področju. Kako to mislite? Ja, hvala za vprašanje. Začela bom spet pri tej študiji Istvana Reva o retroaktivni pravici, ki je po mojem zelo zanimiva, ker nam postavlja neko zrcalo. Madžarska je nam sosednja država in njegovo raziskovanje odnosa do preteklosti v madžarski družbi, po mojem, je inspirativno lahko za nas. Nenazadnje knjiga je šla že kar nekaj časa od tega, ampak v tej knjigi čisto na koncu Istvan Rev obdela muzej, ki ga je Orban postavil v središče Budimpešte, tako imenovan Terror Hazi. Šlo je v bistvu za muzej, ki ga je Orban postavil, kjer se lahko obiskovalec sprehodi po zelo dobro oblikovanem muzeju in ki pa vendarle ponuja izredno poenostavljeno in instrumentalno interpretacijo madžarske zgodovine v 20. stoletju, zlasti druge svetovne vojne, kjer na eni strani imamo naciste, na drugi strani potem seveda se pojavljajo komunisti oziroma podaniki Sovjetov. V tej črno-beli sliki ni madžarskih kolaboracionistov. In zdaj ta želja po poenostavljeni interpretaciji zgodovine, ki je seveda koristna tej ali oni politični oblasti, ta želja po poenostavljeni razlagi zgodovine je bila pogosto prisotna. Nenazadnje tudi politika jo je potrebovala tudi v zahodnih demokracijah po letu 1945. A vendar, takega pritiska, da bi se pisala zgodovina po naročilu in po nareku posameznih političnih subjektov, recimo v državi, kakršna je Italija, takih pritiskov ni bilo od leta 1945. To pomeni, da se nekaj novega dogaja. In verjetno tudi pritisk na madžarske zgodovinarske kroge, ki se dogajajo v teh zadnjih mesecih, ni tak, kot je bil mogoče še pred 10 leti. Torej, v bistvu nestrpnost do različno mislečih se širi
tudi v odnosu do zgodovinopisja, ki je bilo relativno zaščiteno kot stroka. V primeru deželja Furlanije Julijske krajine se je zgodil res paradoks, kajti skupščina, ki je povabila v svojo sredo Ravla Pupa, ki velja za zelo priljubljenega zgodovinarja tako imenovane italijanske vzhodne meje, tako na desnici kot na levici. Torej, povabila ga je februarja, zato da bi članom skupščine predaval na temo FOIP in Exodusa, ga je dva meseca kasneje proglasila za nezaželenega, ker knjigo, ki jo je sestavil s 3 drugimi zgodovinarji in ki bo v kratkem prevedena tudi v slovenščino, tako imenovani vademecum, ki naj bi služil orientaciji politikov, ki bodo v bodoče spregovorili o tem, kar se je dogajalo na nekdanji italijansko-jugoslovanski meji. Torej, človek, ki je bil poklican kot gost, po 2 mesecih ni več ustrezen, ker pač ne poudari oziroma ne ponuja take razlage, kot bi si ti politiki želeli. Drugo vprašanje, tako imenovani amaterski zgodovinarji. Jaz nimam predsodka do amaterskih zgodovinarjev nasploh. Jaz mislim, da številni amaterski zgodovinarji so popisali, zbrali gradivo, ki ga stroka ni, in večkrat so še kako, opravljajo še kako hvaležno delo. Je pa res, da je zgodovinopisje tisto področje, kjer zlasti ljudje, ko se upokojijo, najdejo neko svojo novo poklicno poslanstvo, ne glede na to, kaj so preštudirali, če so bili inženirji, in v bistvu to razumevanje zgodovinopisja oziroma zgodovine kot nekaj, kar lahko mi brez kakršnih kolih uvajanj poznamo in metodologij začnemo, je to pač, in tudi spet ni slovenski pojav. Ta pojav lahko zasledimo v britanskem, v ameriškem, italijanskem okolju. In problem je seveda diskvalifikacija zgodovinopisja, ampak mislim, da imamo tu opraviti z veliko širšim pojavom, ki spet lahko mu sledimo v Evropi, mu sledimo v Ameriki, diskvalifikacija znanja in znanosti. Kajti, mislim, pred 20 leti pač krogov, ki bi govorili o tem, da je Zemlja pač ploščata, takih pojavov ni bilo. Danes pa jih imamo. Mogoče malo tehnično obarvano, ampak ko ste govorili o teh tranziciji, mi v tehniki pravimo tranzientni pojav, tranzicijski pojav, vedno govorimo o sistemu, ki zaniha. In seveda, recimo pri prehodu iz enega družbenega sistema v drugega nastopi trenutek, zdaj ima pa nekdo drug priložnost, da bo popravljal zgodovino. Zanima me, kakšno je vaše gledanje glede vloge. Ker jaz sem včasih v tem našem novodobnem obdobju občutek, da mi še kar nihamo in osciliramo, ker to v tehniki pomeni nestabilen sistem, slabo dušen sistem. In me zanima, če vidite vlogo zgodovinarjev tudi v smislu dušenja teh nihanj, da spet pridemo v neko stabilno točko, kjer se poenotimo, kaj je dejstvo, kaj so dejstva, kaj so pa seveda različne interpretacije, ki se izkoriščajo v političnem delu. Jaz mislim, da je zgodovinopisje, ki je močno ukoreninjeno v svojem metodološkem in epistemološkem statutu, zgodovinopisje, ki se zna obraniti pred neko nepristranskostjo, ki je v funkciji politike. Zdaj, ti obrati, ki so se zgodili v slovenskem okolju, so nedvomno bili
zelo, zelo močni, ker so enostavno prepozicionirali celotno slovensko družbo. In tu seveda posamezniki, ki so zgodovinili znotraj tega prostora, seveda so te vplive doživeli. Zdaj, koliko se mi zavedamo tu teh vplivov, študentka, ki ravno kar zdaj je vpisala doktorat in bo opravila eno od doktorat, kjer se bo ukvarjala z najbolj sodobno slovensko zgodovino in me je prišla vprašati, če bi lahko pri meni opravila eno od obveznosti in je na seznam literature, ki jo želi obdelati, napisala delo, ki ga jaz pogosto o katerem pogosto govorim študentom, in to je delo Karla Ginzburga, kjer se ukvarja v bistvu zgodovinar, ki se ukvarja s tem, kako mi lahko vzpostavimo distanco do zgodovinskega dogajanja, do dogodkov, ki so nam blizu. No in Karlo Ginzburg uporabil v bistvu eno metaforo, ki je zelo enostavna in po mojem zelo uporabna in se glasi nekako takole: pogledati treba na dogodke s konjskimi očmi. Skratka, poskušati se razosebiti. Seveda v razpravi, ki nosi naslov tudi Ostržkove oči, zelo dobro razdela, kaj v bistvu, kakšne so vaje tega razosebljenja in nadzora, ki ga mora zgodovinar opraviti pri lastnih interpretacijah. Še kakšno vprašanje? Komentar? Potem bi se še enkrat rada zahvalila profesorici doktorici Marti Verginela, da je danes otvorila ta ciklus javnih predavanj. Hvala gospod rektor, hvala gospod prorektor, gospod dekan, hvala vsem vam, da ste se danes tega prvega predavanja udeležili in seveda vas lahko samo še povabim na jutrišnje predavanje, ko bo profesor Marinčič spregovoril o humaniori esseteja in nacionalni kulturi. Najlepša hvala.